Mi bomo danes začeli majčkeno drugače, kot ste mogoče navajeni za literarni večer. No, ne vem, kako se običajno začnejo literarni večeri, moj prvi. Ampak začeli bomo z glasbo. Moje prvo vprašanje za vas. A uganete skladatelja? Kakšen poskus? Beethoven, točno to. Beethovenova 10. simfonija je to. In zdaj, če komu majčkeno odzvanja v glavi, kako se Beethoven je vendar napisal samo 9 simfonij, se ne motite. Napisal je pa osnutke in zapiske za prve 2 stavka 10. simfonije. In leta 88, mislim, da je bilo leta 88, so se prvič lotili projekta, da bi napisali do konca to njegovo simfonijo in jo pred parimi leti s pomočjo umetne inteligence tudi napisali. Skratka, to, kar ste zdajle slišali, je 3. stavek, ki ga je napisala umetna inteligenca. Izvedel je Bonski simfonični orkester po Beethovenovih zapiskih, dali so umetni inteligenci vsa njegove note, vsa njegova dela, kar je naredil, in s tem je prišla ven. Zdaj, če bi to poslušali naprej, še 4. stavek, bi videli, da je pravzaprav ena taka kompilacija vsega, kar je pravzaprav Beethoven naredil. In zdaj boste spet rekli, zakaj, ko govorimo o usodnem poletu, zakaj začenjam z umetno inteligenco? Zaradi tega, ker se ji avtorji približujemo vsak na svoj način. Jaz jo obožujem. Meni je umetna inteligenca izredno zanimiva igračka, ampak čisto nič več kot to. In del današnjega predavanja, to bo bolj predavanje mogoče kot klasičen literarni večer, čeprav vam bom prebral tudi par odlomkov, je posvečen tudi temu, kako, oziroma odgovor na vprašanje, kako se danes soočati z vprašanjem umetne inteligence oziroma soustvarjanja vsebin z umetno inteligenco. Ker na socialnih omrežjih imate vse možno. Med ljudmi eni se bojijo, eni obožujejo, eni uporabljajo, pa ne povejo, eni povejo, da uporabljajo. Skratka, na različne načine se približujemo k temu vprašanju. In tudi o tem želim danes ravno uvodoma spregovoriti. Zakaj? Zaradi tega, ker se mi zdi, da umetna inteligenca definitivno postaja del ustvarjalnega procesa. In danes bom tudi povedal, kot sem rekel, kako je sooblikovala, čeprav ni napisala niti besede v romanu, na kakšen način si lahko avtor pomaga pri pisanju s pomočjo generativne umetne inteligence. Zdaj, temeljno vprašanje, seveda, kar zadeva umetno inteligenco, je, kdo je odgovoren, da ne podivja. In obstajajo seveda poskusi, da se to regulira in sčasoma se verjetno bo, ampak vendarle jaz mislim, da z umetno inteligenco je podobno kot z vsem ostalim. Odgovorni smo mi sami. Se pravi, nobena zakonodaja, ki bo to omejila, ali pa nobena pravila, ki bo jo omejevala, ne bodo dosegla svojega učinka. Prej, ko sem rekel, da sem velik zagovornik in uporabnik umetne inteligence, je pa zaradi tega, ker želim izpostaviti na drugo vprašanje. Mi smo umetno inteligenco spoznali na en zelo napačen način. Spoznali smo jo skozi znanstveno-fantastične filme. In jaz ne vem, če je kakšen znanstveno-fantastični film, ki nam ne govori, kako nas bo umetna inteligenca uničila.
machines had found all the energy they would ever need. There are fields now, endless fields, where human beings are no longer born. We are grown. Zdaj, med vami imate različne izkušnje, ampak tisti, ki majčkeno več delate, veste vsaj eno stvar in to je, da ni čisto nič inteligentnega na umetni inteligenci. Skratka, je en majčkeno boljši Google, ki pa deluje zelo pametno. Ampak vendarle, ko se bo razvijala naprej, se vendarle mogoče lahko si postavimo eno drugo vprašanje. Namreč, kaj pa, če lahko reši probleme, ki jih mi sami ne znamo rešiti? Kaj, če nam lahko da odgovore, ki si jih mi sami ne znamo zmisliti? Ne samo v negativnem smislu, ampak tudi v pozitivnem smislu. Ampak z umetno inteligenco, in to pa je zdaj povezano z zgodbo romana, je podobno kot s poslovnim svetom, oziroma bom zdaj uporabil en tak malo mogoče manj primeren izraz, s kapitalizmom, kjer se bo dal poenostaviti proces z umetno inteligenco, se ga bo poenostavili, tako ali pa drugače. In direktor BMW-ja je pred leti, ko so začeli razvijati avto, ki samodejno vozi in je na očitke, da pač koliko pa je to varno, je rekel, lejte, se nam ni treba narediti avtomobila, ki bo 100% zanesljiv. Samo statistično gledano mora narediti za 0,1% manj prometnih nesreč kot človek in to ni posebej težko. Tako da podobno je tudi tukaj. Jaz sem zelo skeptičen ali pa nasprotnik tega, da se umetno inteligenco uporablja kot bližnjico. Saj lahko, saj boste videli, Amazon je ravno v času pisanja tega romana, je omejil avtorjem objavo 3 knjig na dan. Se pravi, da posamezen avtor lahko na dan objavi samo 3 knjige. Zdaj se pa vprašajte, kako lahko nekdo napiše 3 knjige na dan. Umetna inteligenca je v minuti pa pol. Zdaj, če imate 10 Indijcev, ki pišejo vsake 10 minut eno knjigo, toliko pa toliko neumnih ljudi se najde na Amazonu, ki kupi za €1, pa si hitro lahko zračunate, da nekje je smisel, da je Amazon moral postaviti to omejitev. Tako kot sem rekel, umetna inteligenca ni napisala niti ene besede v tej knjigi, pa ne zato, ker ne bi hotel pa karkoli, oziroma pač, ja, preprosto mene preveč fajn pisati, da bi dal to nekomu drugemu započeti. Skratka, ni mi trik v tem, da jaz napišem knjigo, pa jo potem prodam, pa zaslužim, ampak mi je bil velik del ustvarjalnega procesa, tukaj tisti, ki me je navduševal, je bilo ravno pisanje knjige. In zdaj bom začel s prvim odlomkom, ki bo odprl 3 segmente imamo, tako da na začetku bo to vse skupaj majčkeno bolj, ker sem pač profesor, pa si ne morem pomagati, malo bolj kot predavanje izgledali. 3 segmente, kjer bomo si pogledali 3 vidike nastanka tega romana. Najprej bom res bolj v klasičnem predavanju spregovoril o tistem, kar se meni osebno zdi jedro, to je zgodba. Skratka, spregovorim o zgodbi, ampak mogoče z majčkeno z drugega zornega kota kot sicer.